Dobrodošli v podkastu na domovina.je. Pred nami je nova vroča tema. In prav gotovo bo precej vroča, kajti govorili bomo o umetni inteligenci. 30. novembra leta 2022 je podjetje OpenAI v Kaliforniji sprožilo novo revolucijo, ki je seveda za seboj potegnilo naš ves planet. In ne pretiravamo, če tako govorimo, kajti ko govorimo o umetni inteligenci, bo leta vplivala in spreminjala številna življenja na našem modrem planetu. Z nami je, spoštovanja vreden seveda, ravno na tem področju tudi raziskovalec umetne inteligence, profesor dr. Matjaž Gams. Umetna inteligenca seveda spreminja naš planet oziroma ga je že kar lepo pošteno spremenila, tako kot vi, kot raziskovalec gledate, je že precej spremenjenega, prav gotovo. Ja, na enostaven način bi povedal, umetna inteligenca nas vsak dan dela vse boljše. Kot človeštvo, kot posameznika. In ta trend seveda traja zdaj že kar nekaj časa, ampak se dviguje, se pravi, začetka šel v nekaterih komponentah zelo počasi, recimo računalnik je zelo hitro skočilo, ne? Računalniki bistveno bolje računajo kot ljudje, ampak z te stališča prave inteligence se pa pomembni skoki dogajajo ta leta in je to fenomenalno. Ja, ponavadi takole med podcastom nimam na mizi mobilnega telefona. Danes ga imam nekako iz dveh razlogov. Eden je ta, če se vrnemo v leto 2006, ko je Steve Jobs prvič predstavil iPhone, pametni telefon. Od takrat naprej vemo, kakšna revolucija se je zgodila in kaj vse danes ponujajo ekrani, če se smem tako izraziti, ne, pametnih telefonov. Zdaj pa smo doživeli umetno inteligenco, ki pa seveda z vsemi temi številnimi aplikacijami, to so le ene izmed vodilnih, ne, dejansko spreminjajo svet, industrijo, predvsem pa tudi naša mišljenja. Rušijo se lahko celo vlade, spreminjajo virusi, ustvarjajo se lahko novi zdravniki, ki rešujejo življenja. Torej, ogromno dobrega, pa seveda ima tudi tiste svoje temne plati. Dajte mi povedati, kako ste vi prvič prišli v stik s to umetno inteligenco in kaj vas je najbolj navdušilo najprej? Kajti vem, da vidite ogromno pozitivnega, ki ga lahko prinese številne aplikacije, številna orodja na številnih področjih, tudi gospodarstva recimo. Ja, no, z umetno inteligenco se ukvarjam približno 50 let, večino časa, se pravi večino delovnega časa na dan, in pa s superinteligenco, ne, LLM-je lahko štejemo kot del superinteligence, pa zadnjih tam 20-25 let. In nekako, če človek celo življenje dela na tem, potem najbrž bi se moral nekaj naučiti, nekaj videti v tem področju, ne. In ko nekaj desetletij sanjaš, kaj naj bi naredili, kaj naj bi uspeli, kako naj bi to napredovalo in se to dogaja pred tvojimi očmi, je to zelo dober občutek. Ja, omenjal sem OpenAI podjetje iz Kalifornije, katerega voditelj je Sam Altman, eden od soustanoviteljev tega podjetja. ChatGPT se je pojavil in zanimivo, ne, 100 milijonov uporabnikov v zgolj 2 mesecih. To je enormno več, kolikor jih je imel recimo Facebook na začetku ali pa celo Google. Tako da gre za izjemno revolucijo. Kako ste vi kot recimo najprej kot uporabnik in potem kot raziskovalec začeli sprejemati in dojemati ChatGPT, če greva malce o tej zgodbi najprej? Ja. ChatGPT se je verjetno za povprečnega uporabnika pojavil kot 0.1. Oziroma prej sem imel pravka z Googlom, so bili že navajeni nekaj vtipkati pa dobiti nek odgovor, ampak potem se je pa zgodila radikalna sprememba, si ga nekaj spraševal v naravnem jeziku in je odgovarjal v naravnem jeziku. In ta preskok je bil precej tako 0.1. Zdaj je ogromno ljudi, ki uporabljajo GPT-je, ampak za nas, ki temu pač sledimo, ne, vidimo, kako je bil to v resnici neke vrste inkrementalen napredek. Tisti programi prej, ne, saj GPT je bil, preden je bil 4, je bil 3, pa 2, pa in so bili v glavnem za nič, sem pa tja so pa proizvedli kakšen res lep odgovor ali pa lepo besedilo. Tako kot je zdaj standard, če rečete, napiši mi eno stran, je običajno tista stran kar dobra. No, pred 4 leti je bila pa po slučaju kakšna stran dobra, ne. Za nas je to inkrementalni napredek. Če pogledate te naše glavne vizionarje, kot je recimo Kurzweil v superinteligenci,
On to desetletja napoveduje, v bistvu me je tudi navdušil pred približno 25 leti, ampak napovedal je, da bo leta 2029 prišla superinteligenca. Spravi, ta pojav, s katerim se ukvarjamo strokovnjaki, je pravzaprav pričakovan, predviden, željen in se dogaja tako, kot smo sanjali, da bo, tako kot sem rekel, ne. In ni morda je toliko presenečenje, da je res prodrlo v toliko ljudi, da začenjajo ljudje masovno uporabljati, ampak tudi to bo do neke mere predvideno, samo se ni vedelo, kdaj bo do tega prišlo. In tudi, ker tako dobro napovedujemo, kaj se dogaja, ne, se nam zdi, da znamo tudi zelo dobro napovedati, kaj bo čez 10-20 let, ne na leto natančno, ampak v kateri smeri bo to šlo. Z veseljem se bom z vami danes še poglabljal v določene faze in pa področja umetne inteligence, ampak vseeno bi rad omenil človeka, ki ga smatrajo za botra umetne inteligence, to je Jeffrey Everest Hinton. Prihaja recimo kot zanimivost, naj povem, njegovi sorodniki oziroma predniki so bili tudi slavni matematiki, geografi, recimo, zakaj imam ime Everest, kajti njegov ded oziroma praded je bil tisti, ki je recimo raziskoval Himalajo in pa tiste konce Indije in po njegovem dedu ali pradedu se tudi imenuje gora Everest. Sam pa je prišel tudi na Everest v smislu dojemanja človeških možganov in na konec koncev tudi do tega, kako sposobna je lahko ravno umetna inteligenca, katero je on soustvarjal na Googlu. In na konec koncev prišel do zaključka, da se je malce ustrašil te čarobne, enormne pameti, inteligence, ki jo premorejo te novodobni algoritmi in pa sistemi, ter se nekako odpovedal nadaljnjim raziskavam in nedolgo nazaj, ko je prejel Nobelovo nagrado sicer za fiziko, se je odločil, da bo ozaveščal tudi o, nažalost se je tako odločil, o temnih plateh, o stvareh, ki morda so lahko tudi usodne za naše človeštvo. Obenem pa seveda omenil tudi, koliko dobrega lahko storijo novi modeli umetne inteligence. Kako ste vi doživljali te njegove izjave in pa Jeffrey Hintona kot pionirja raziskav? Vemo, da raziskav je najprej človeško pamet, torej naše možgane. Zdaj pa je zgodba popolnoma na drugi strani. Ja, če pogledate, kaj obstaja na našem planetu, obstaja živalska inteligenca, ki ni tako za nič, kot dostikrat mislimo, ampak človeška inteligenca je le radikalno višje in zdaj se je pojavila neka nova vrsta inteligence, ta prava umetna inteligenca. Vse umetna inteligenca je bila tudi pred 50 leti, ampak to so bili enostavni programčki, ki so znali nekaj narediti, nekaj izračunati. Čela še šahom nekako. Šah je le precej bolj enostavno. To je bilo vaše področje tudi, ne? Tudi, to sem naredil za diplomo, sem naredil na šahovsko končnico in sem skoraj cel računalnik, da sem to izračunal, ampak to je bilo včasih. Zdaj je pa, ko se pogovarjate z njim, imate včasih občutek, da je tako kot živo bitje, da se je sposobno pogovarjati z nami, vas učiti, če hočete, to so idealni učitelji, imajo časa na voljo, kakor si želite, če hočete skušati, če hočete prenehati kaditi, karkoli si želite, izkušnje kažejo, praktično povsod je bolje, če to delate z GPT-jem kot brez. Čisto realnih primerov imamo ogromno. Se pravi, zakaj milijarda ljudi uporablja GPT? Zato, ker je koristen. In ključno vprašanje je, ali znamo ga uporabljati na prav način. Ampak zdaj, če se skočim nazaj na vprašanje, ali je to škodljivo, na Hintona, je to škodljivo, ali je to dobro? Njega je strah, recimo, razumem, to javno priznava na številnih televizijah. Če začutite moč tega sistema, če se res ukvarjate z njim, začutite moč, pa tudi, ki je še nemočena. V nekem smislu smo ljudje na nekaterih področjih radikalno močnejši. Morda tega ni dovolj poudaril, ampak nekateri strokovnjaki, tudi sam imamo pa radikalno drugačno mnenje. Brez te umetne inteligence bo človeštvo izumrlo, bo propadlo. Ja, ravno danes bi vas rad malce tudi izzival, če smem, lahko? Prosim, krasno. Cenim to. Jeffrey Hinton je podal kar nekaj zanimivih izjav in zanima me vaše mnenje, kajti vem, da nekako ste fan, radi imate Elona Muska, do tega bova še prišla kasneje. Najprej Hintona, če se dotakneva nazaj.
Pravil je, da bo 20 do 30% služb, tako imenovanih belih ovratnikov, le te izgubilo. Torej, da bo umetna inteligenca prevzela številna delovna mesta, predvsem v finančnem svetu, v svetu, kjer se igrajo številkami, z analizami, kjer seveda je prisotno delo z računalniki, z osebnimi računalniki, pri raznih raziskavah. Kakšno je vaše mnenje glede tega, kako hitro se vse to lahko dogaja? Ampak neki zametki tega so nam že opazni, ne? Da se seveda podjetja odločajo vedno bolj za uporabo umetne inteligence. Taka vprašanja so konceptualno zanimiva. Ne? Rečejo, kako je umetna inteligenca pametna, zdaj me je pa strah. Ja, pa a bi radi imeli neumno umetno inteligenco ali kaj? A niste bolj veseli, če je bolj pametna? To je težko razumeti. Zdaj, a bi radi vi 24 ur na dan delali ali pa 15 ur na dan delali ali bi radi delali 5 ur na dan? Ali bi radi imeli bolj pametno umetno inteligenco, pa tako, ki bo delala namesto nas in že danes dela namesto nas. Če uporabljate GPT, tipično naredite, recimo v 1 uri naredite za 1,5 ure ali pa za 2 uri dela. Ne? Zdaj seveda, kaj s to presežno energijo, s tem presežnim delom narediti, tu se pa stvari zakomplicirajo, ker imate kapitalizem, imate bolj socializem, ne? A ljudje delajo namesto 8 ur, delajo 6 ur na dan. Skaže se približno tole. Če imate direktorja, pa recimo 100 ljudi, teh 100 ljudi z uporabo GPT-ja naredi toliko kot 150 ljudi. In potem bi rekli, ja, 50 ljudi bodo pa odpustili. Ampak praksa je taka, zgodovinska praksa. Ko direktor ugotovi, da lahko naredi za 150 z istim kadrom, raje naredi toliko, ker se njemu dobiček poveča in se ne želi 50 ljudi odpustiti. In če pogledate cel svet, se zaradi tega, ker nimate več 100, ampak imate 150, standard naraste. In na ta način cela človeška civilizacija napreduje. Se pravi, tisto, kar se na videz vidi kot kritika, je podobno vprašanju, a hočete imeti neumno umetno inteligenco. Jasno, da hočete imeti tako, ki bo pomagala ljudem in bo delala namesto ljudi. In zaradi tega bo standard rasel in bo dejanska potreba, da bi ljudje lahko imeli več prostega časa, je s tem omogočena. Če še ostaneva malce pri Hintonu, tudi ena izmed bolj udarnih njegovih izjav je bila, ko so ga vprašali, kaj pa bo z vsemi temi ljudmi, ne, ki bodo izgubljali službe ravno zaradi umestitve ali pa implementacije umetne inteligence na različnih delovnih mestih, na različnih področjih, pa pravi, priučite se za vodovodarja. Zanimiva izjava, ne? Ali pa za mizarja, recimo. Ja, sej za ta problem, Hinton je zelo pameten, spoštovan, jaz ga zelo spoštujem. Ne? Tukaj vidiva zdaj. Ja, ampak, poglejte, imamo zgodovinske primere, ki nas naučijo, kaj se dogaja v takih dogajanjih. Ne? Ko se pojavili prvi stroji, ki so jih dali v tovarno, se je pojavil tako imenovan ludizem, predvsem v Angliji, Veliki Britaniji pa tako naprej. Ljudje so rekli, madonca, zdaj pa kar naenkrat ta tovarna naredi toliko več in bomo stali brez dela, in so razbili te stroje in potem so dejansko bili brez dela. Ja, se tudi bančniki, ne, so se recimo nekako neustrašili, pozdravili seveda, moram se drugače izraziti, zaposleni, ko je prihajal Excel recimo, ne, so se, pa bomo izgubljali službe, vsega bo konec. Bančniki so seveda to toplo pozdravili, kaj ti vedeli so, s kakšnim številom številk in procesi upravljajo oziroma imajo opravka, pa so ti ljudje še danes tam. Ampak vseeno, ne, marsikaj se bo spremenilo tudi na bolje. Ja. Vi seveda vidite tukaj ogromno dobrega in še tole bi pa dodal, ne, moja misel je bila vedno, umetna inteligenca naj bi nekako pomagala, da, kot ste tudi vi sami dejali, ne, da v manj časa lahko naredimo bistveno več. Recimo, sam sem novinar, raziskovalni novinar, ChatGPT, umetna inteligenca mi lahko ogromno pomaga in tudi mi. Pri prepisovanju raznih tekstov. Tukaj bova tudi še imela možnost veliko govoriti, ko bo govora o slovenskem jeziku, kajti tudi ta je specifika, recimo, kajti smo majhen jezik, ampak če skočim naprej, ne, ure, ki jih privarčuje lahko umetna inteligenca, zdaj širše misleče, ne, zakaj potem ljudje ne bi imeli recimo na podlagi umetne inteligence več časa za vzgojo od svojih otrok, za druženje z družino, ta socialni aspekt, ne, ampak doživeli bomo verjetno ravno obratno, pohlep,
lastnikov megafirm, krovnih podjetij, svetovnih tistih diktatorjev in pa seveda tudi tistih lastnikov največjih korporacij svetovnih, ki pa seveda vidijo samo rast, ne. Tukaj mi zdaj nekaj ne gre skupaj. Ali bomo le končno doumeli, da lahko umetna inteligenca nam naredi ogromno uslugo, da bomo imeli več časa za nas same, za spoznavanje tega planeta na drugačen način, za potovanja, druženje, vzgojo otrok, izobraževanje. To je kar globoka tema, vem, ampak ja, zadeva pa malo tudi precej filozofska lahko. Ja, področje zdaj ideologije, politike, družbenih ved, kjer pa nisem ravno briljanten. Pri nas, če gledate neko oddajo ali pa če pogledate nekega vplivneža na spletu ali pa nekega politika, se vsi vedo vse, ne. Ampak strokovnjaki pa presneto dobro vedo, da vemo nekaj na svojem področju, daleč od tega, da bi vedeli vse, tako kot to ve GPT. Ker GPT pa v resnici ve, ne, za razliko od politikov in vplivnežev, morda niti niso kakšne srednje šole naredili, ampak jih vsi ljudje kar poslušajo in verjamejo, kar govorijo. Taki smo ljudje, ne, ampak kljub temu smo ljudje najbolj napredna bitja vsaj v naši galaksiji, ne. Že, ampak zanimivo je, ne, tudi to, ko poslušam ljudi, ko se takole za omizjem pogovarjajo ravno o umetni inteligenci. Ja, natakarica bo še vedno morala prinesti pivo, kozarec vina, se pravi, obstajale bodo še vedno branže, kjer seveda bo človek moral biti prisoten. Tukaj bi zdaj nekdo rekel potem, da drugo omizjem, ja, bodo pa roboti to delali, ne, namesto nekoga, natakarice ali koga, kar že počnejo konec koncev. Marsikje na Kitajskem vidimo te robote, ki že strežejo ali pa so na recepcijah. V Sloveniji je nekaj restauracij, ja, kjer pripeljejo robotov s hrano in podobno. Recimo, eden je tudi na Brdu. Kam pa potem izginja ta človečnost, ta čustva, te impulzi, ta energija, ki jo recimo tudi midva imava vsak svojo energijo za tole mizo, ne, in razlika je seveda, ali se pogovarjam z ekranom, z robotom ali pa recimo z vami, raziskovalcem umetne inteligence. Zdaj, ne, tle je zanimivo vprašanje, ne, ki ima več komponent. Ja. Kot rečeno, sam občudujem umetno inteligenco, to je nekaj famoznega, tudi lep avto je famozen, je čudovit, ga imam rad, ne, tudi to so lepi dosežki človeštva, ki se lahko tudi zaljubite v avto, recimo, ne, zaradi mene, ne. Ampak vendar imamo ljudje nekatere, rekel, res posebne človeške lastnosti in tam mi je umetna inteligenca relativno daleč. Avto je seveda še radikalno dal od teh človeških lastnosti, ampak tu dvomim, da bo glede na desetletja razvoja, ne, glede na to, se skozi tem ukvarjam, s temi vprašanji tudi učim predmete, dvomim, da bo umetna inteligenca v bližnji bodočnosti prehitela ljudi na teh komponentah, o katerih se pogovarjamo. Tukaj smo pa zgleda mi nekako zelo specifični in imamo neke zelo specifične lastnosti, ki jih je težko umetno reproducirati. Zdaj, če greva še malce v ta generacijski razkol, ne, vemo, mladi, ki so dejansko se rodili ob prihodu pametnih telefonov, so danes že kar lepo mladeniči, ne, ali pa mladenke. Kako vi gledate svoje, recimo, slušatelje na predavanjih, ne? Kako s temi mladimi možgani, ne? Lačnimi znanja, polnimi znanja o uporabi vseh teh gadgetov, če lahko po domače tako rečem, vseh teh aplikacij, dojemajo ta svet, ga vidijo. Verjetno imate kakšno interakcijo z njimi, kajti kot raziskovalca bi vas morala tudi ta plat verjetno zanimati, ne? Ja, tle spet ne več komponent. Seveda mladi so bistveno bolj usmerjeni to, da brez težav uporabljajo te nove sisteme, ampak strašna prednost GPT-ja je v tem, da ga lahko uporabljajo tudi starejši. Niti tipkar ne treba, se lahko... Cenijo pa svoj čas, to večkrat slišim, ne? Mladi, ja. Ne? Mi bo več časa ostalo za to in to in to, ne? Zdaj, z mladimi nikoli ni bilo problem, da bi imeli težave pri uporabljanju novih sistemov. Vse to njihova definicija. Mladi ljudje tam, ko so najstniki, ne, imajo spremenjeno delovanje možganov. In to je evolucijsko pogojeno.
mladi se morajo pred svojim staršem in ustaljenemu, zato da lahko tista, recimo človeštvo, ne, zato da lahko napreduje. Se pravi, vi dvomite v tiste klasične norme, v klasično, kar je znano, zato da ste lahko revolucionarni in nekaj novega pripeljete v človeštvo. Nova generacija nekaj novega pripelje. Se pravi, to je sistem tako narejen, zato ker tiste skupnosti, ki tega niso imele, kjer so bili je bila mlada generacija vedno poslušna, vedno nikoli se ni nekako upirala temu, kar je, ne, taka ni dobro delovala. Ampak zdaj je svet njihov nekako, ne? Zakaj bi svet njihov? Ja, svet je z dostopom do vseh teh informacij, iskanja, ta radovednost. Dejansko dejali ste, vpraša lahko karkoli, ne, ChatGPT. Primer je bil recimo, ne, dva fanta sta sedela za neko drugo mizo, iz prakse govorim za stvari, ki so mi blazno interesantni, ne, ChatGPT, kako naj usvojim punco, bla, 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 pove njene karakteristike, razloži njene zanimivosti, posebnosti in tako naprej in potem sta za sveto vzela to, kar jima je ChatGPT predlagal, povabijo tja in tja in tja, zno, rokuj, tako in tako in tako. Zanimivo, ne, kaj vse imajo na voljo danes, ne, včasih 30-40 let nazaj si moral to prelistati kakšno revijo, ne. Ampak skušam povedati to, ne, da tega nimajo samo mladi, to imajo tudi stari, ki ne znajo nič natipkati, ne znajo nobene napredne stvari uporabiti, ne, ampak znajo pa prižgati mobitel in znajo pritisniti tipko GPT in nekaj na naravnem jeziku napisati. In to je blazna prednost umetne inteligence za vse ljudi. S tem so profitirali vsi ljudje, od mladih do starih. Problem pri starejših je, da pravzaprav nekako ga manj uporabljajo, manj živijo s tem, kar ste vi dobro omenili, ne? Ja. Ampak ta profit, ki ga imajo vsi ljudje, ker lahko na naraven način komunicirajo, ker ni treba je tu nek meni pa nek natipkati, ne? In je rekel, ravno nekaj me strašno moti, kako počasi gre vpeljava. Recimo grem na nek sistem za plačevanje, na nek recimo, ne bom rekel na LB klika, ki ga sam uporabljam, pa kjerkoli tak sistem grem in moraš pritisniti tukaj, moraš pritisniti tam, zato da prideš do tistega, kar bi rabo, ne. In zdaj, kadar me recimo tak sistem zafrkava, grem v GPT pa rečem, kje bi pa tole funkcijo bi rabo, pa najdem na meniju in mi GPT pove, klikni tukaj in bo to delalo. In zdaj tisto, kar pa res rabimo, je pa korak naprej, da se GPT vgradi vse take sisteme, da se GPT vgradi recimo na LB, kar smo tudi njim že govorili, ampak pač gre ta proces malce počasi. Ja. Tako kot je elektrika prišla v vse stroje, ko se je pojavila, ne, tako mora GPT in ta govorna inteligentna tehnologija prodreti vse. Podreti v, če hočete, cestna križišča, podreti v plačilne sisteme, podreti v karkoli, zato da se boste s katerim koli sistemom pogovarjali v naravnem jeziku. S semaforjem, s kamero, s projektorjem, rečete, zdaj pa ugasni ali karkoli že, zakaj? To danes, ta hip postaja, mi ljudje smo samo počasni, ker tako počasi uvajamo te nove sposobnosti v realno življenje. Omenjali ste semafor in ko ste omenili to besedo, me je prešinilo ravno danes, ko sva se vsak svoje strani peljala sem promet, ne? Recimo tudi ena stvar, ki so ga reševali oziroma ga rešujejo sprida po celem svetu, tudi z uporabo umetne inteligence in ravno to krmiljenje, ne, zelenega vala, semaforjev in tako naprej, dejansko te rešitve bi bile lahko zelo hitro implementirane, tudi recimo v nekem mestu, kot kakršna je Ljubljana, da bi mogoče te prometni tokovi hitreje tekli s pomočjo pametnih semaforjev. Prav. Ne, se pravi, vi v tem nič ne veste, ampak zdaj bom povedal zgodbico. Se razvija kaj takega? Ja, sem bil tudi na vladnih organih in sem jim predstavil te ideje, podobne ideje, kot vi govorite, zakaj ne bi izboljšali cestni promet na dva načina. Eno s tistim, kar vidite na pamet, da ni v redu. In drugo s tem, da bi vpeljali umetno inteligenco v vodenje. In so bili navdušeni in potem so nekaj idej pobrali in so jih implementirali in to je zame kar priznanje, čeprav ga formalno ne dobiš, ampak imaš občutek, da tisto znanje, ki ga imaš, pomaga ljudem in dostikrat mi pomagamo zastonj, ker se je to tudi naloga nas raziskovalcev, ne, in razvojnikov. Ne. In če pogledate križišča, ko se vsak dan voziš, na pamet pravzaprav za vsako križišče povem, tole bi se dal pa tako izboljšati z minimalnimi stroški.
Ne? Zato, ker križišča so narejena tipično za enak normalen prevoz, potem, ko se pojavi gneča, pa ne funkcionirajo več, pa takoj vidite en korak, s katerim bi recimo 50% izboljšali. Zakaj tega te snovalci ne uporabljajo? Zato, ker pač ne uporabljajo inteligence pri konkretni izvedbi. In to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji zadnja leta, skušajo s tem, da predimenzionirajo število voznih pasov in podobnega, skušajo problem rešiti, namesto da bi s pomočjo inteligence reševali. Danes imate že podjetja, ki vpeljajo inteligenco v križišče in je inteligentno upravljano. Ampak zakaj se to masovno ne uporablja? Zakaj se ti ukrepi masovno ne izboljša promet za 50% takoj, tega pa ne vem. To je treba pa vprašati ljudi, ki odločajo. Mi strokovnjaki rečejo, poglejte, obstajajo take rešitve, z njim boste izboljšali toliko in toliko tukaj, toliko tam. Zakaj pa tega potem ljudje, ki so župani, ki so poslanci, ki so... To bi bili lahko sorazmerno hitro rešljivi problemi oziroma težave. Komorkoli to povem, rečejo, no, tisti, ki je poštena, ne reče, se res tole bi se dal pa tako zboljšati. Zakaj pa tega ne naredijo? Do tega sem prišel večkrat, ko sem recimo v nedeljo rdeča luč, nikjer nikogar. Bravo. Nikogar. Bravo. In čakaš in potem, ko sem si to križišče zapomnil, sem to ponovil z štoparico v rokah. In sem računal, minuto čakam v prazno, trošim gorivo, svoj čas. Če to pomnožim krat 365 dni, recimo, je toliko ur življenja porabljenega za sedenje pri rdeči luči na semaforju ene same osebe. Čas je pa denar, pravijo. Ne? Bravo. Ampak če vprašate GPT-ja, vam bo takoj povedal, da če namesto semaforja uvedete krožišče, boste prihranili recimo 20-30% pri gorivu, pri času, pri vzdrževanju naprav in tako naprej. Ja, tako naprej. In pa tudi pri smrtnih nesrečah, ker ljudje pogosto govorijo, se je več razreč. Ni res, pri krožiščih je manj nesreč kot pri semaforjih. In zakaj potem ni toliko krožišč pri nas? Zato, ker imamo pri nas trapasto zakonodajo in ljudje ne uvajajo križišč, ker hočejo te, ki se s tem ukvarjajo profesionalno, hočejo narediti ogromna predimenzionirana križišča, čez katere ne moreš zapenjati, namesto da bi imeli take rešitve, kot jih imate drugje, ki so pa za velik tovornjak, da lahko čez celoti zapelje, čez tisto površino, in ki je samo malce dvignjena, pa nekako drugače oblikovana. Se pravi, tle v prometu, če ga pogledate, bi takoj naredili 5% rešitev, če bi to, o čemer so se zdaj pogovarjali, peljali. Samo to. Predvsem, ljudje smo čudovita bitja. Včasih so pa te človeški sistemi neverjetno neumni. Promet je že tak področje. Ja, ravno ko smo pri prometu, pa takoj me potem popelje do Ilona Muska, samovozni avtomobili, tovornjaki, potem te tuneli, kjer bi se lahko potovalo z nepredstavljivimi hitrostmi. Mislim, da v Las Vegasu se gradi tunel, kjer bo lahko se potovalo, če se ne motim, naj bi bil želja, bi bila iz Los Angelesa do Las Vegasa. Koliko je to stvar resnična ali ne, ampak to so ideje, koncepti Ilona Muska, ki seveda jih radi povzemajo tudi v Združenih arabskih emiratih, kjer seveda veljajo za izjemno napredno področje. Tukaj še Singapur in še marsikatera država ima veliko od Ilona Muska, od njegovih idej, ampak sam je tudi genialec, na nek način večplasten. Njegovi projekti SpaceX, potem Tesla, tukaj so še seveda transportne, logistične rešitve, nekako kot da bi se pripravljal za življenje na Marsu, ampak nekako se mi zdi, da želi popraviti življenje najprej na Zemlji. Z vsemi temi tehnologijami, ob temu seveda, da je kupil Twitter, ga preimenoval v X in zdaj ima tudi umetno inteligenco, ki se imenuje Grok, ki pa je nekako alergična v narekovajih na woke, bi rekel, na laži, na izprijene politike, na izprijene laži številnih, ki so tam gori. Tako da nekako je želel vzpostaviti nek red in boj proti laži.
Če se ustaviva najprej pri tej laži, pa bo šla potem nazaj do njegovih avtomobilov. Čisto vsaka komponenta je toliko zanimiva in bi z veseljem kakšno besedo rekli. Ampak ko smo ravno danes pri teh chatbotih, tako me ta Grok najprej delava. Ja. Prej ste rekli, kako je OpenAI začel delati, Altman, ki je direktor. OpenAI, mislim, da je bil en glavnih ali pa en izmed ustanoviteljev je bil Elon Musk in je bil narejen z namenom, da bo to OpenAI, se pravi, da bo to open source, se pravi, da bo lahko vsak dostopal do programov in da ne bo komercialno tržen. No, potem je sicer izstopil. Zdaj so vsi nekomercialni, ne? Več ali manj. Niso vsi. Veliko je open source. Recimo, če pogledate na inštitutu, mi smo oddelek za 20 ljudmi, inštitut ima 6000 ljudi, ampak če samo naš oddelek ima na desetine LLM-jev oziroma GPT-jev gora. Eni so prosti, open source, se pravi odprta koda, drugi so komercialni, teda, to jih imate ogromno enih in drugih. Se moram popraviti. Določeni seveda, če GPT so plačljivi, da ne bo pomote, ampak gre za število možnosti uporabe tega in pa do dostopa večje količine bolj zahtevnih podatkov in tako naprej. V tem, da so te plačljivi so najboljši. Ja. In tisti, ki so pa zastonj, so pa nekaj slabši, ampak potem vi vedno želite imeti najboljše. Ne želite si imeti slabe sisteme, čeprav niso ogromno slabši, ampak so dovolj slabši, da se splača uporabljati plačljive. Tako da bi prvi nasvet bi dal še enkrat, če je možno, dajte se naročiti, ker je tistih par evročkov, ki jih boste dali na mesec. Okoli 20 evrov se vrtijo te številke, plus minus. Dajte se saj na enega v resnici naročiti, pa tudi, če imate samo mobitel, ker se vam bo splačalo. A zdaj pa so bila pri vprašanju... Pri Groku sva bila in pri temu volku in pa sovražnem govoru laži, neresnici na splošno. Musk je rekel, da to bo njegova misija, kar se tiče Groka, pa vemo, da misij ima kar veliko. No, Musk je genialc, on je Leonardo da Vinci današnje dobe, tega se ljudje ne zavedajo, V vsakem obdobju imate neke genialce, ki jih samo občuduješ, ker so dejansko genialci. No, Elon Musk je tak. Poleg tega je on tudi moja sorodna duša, tako je malo ubrisan, po domače rečeno, Morda smo tudi mi nekateri malce v to smer nagnjeni, itd. Imamo mogoče malo težav z govorom, itd. Skratka, o njem je res samo najbolje. Ja, mogoče imate prehitre procesorje, pa potem govor malce zaostaja. Toliko je zapovedati, da je težko tako hitro odgovarjati. No, veliko ljudi, ki se ukvarja s temi algoritmi, sistemi, metodami, ima težave. Časim rečemo, da so geeki, časim rečemo, da so idioti, časim rečemo, da so genialci, kakorkoli. Se ni važno, da greva zdaj nazaj na OpenAI. Kar se tiče Groka, on ga je naredil tako, da je kupil eno malo mestece ali pa vas in je tam noter postavil z nule, ne vem, leto ali nekaj tazga, je postavil to, kar je zdaj konkurent OpenAI-ju, pa Gemini-ju, Google in tako naprej. Se pravi, praktično z nule je naredil nekaj konkurenčnega tem sistemom in Grok je po nekaterih komponentah kar najboljši. Potem, koliko ima teh filtrov pa cenzur in zaradi tega ima stalno težave z Evropsko unijo. Evropska unija stalno nekako te teži, po domače povedano, kako se morajo obnašati, da bojo v skladu z neko delno vok, ker Evropa gre delno se spogleduje z vokom, to je zdaj edina celina, edina večja skupnost, ki je še v tej smeri, medtem ko vse ostale, Kitajska, Amerika so šle v drugo smer. Ja, je pa Grok implementiran na bivšem Twitterju, torej je ostal na aplikaciji isti, to je zanimivo. Če GPT, moraš aplikacijo naložiti posebej, ločeno. Musk je bil pa toliko pameten, da je Grok vključil zraven na meni Xa, torej Twitterja. Tako da je takoj bilo na voljo, tukaj imate moj produkt. Tukaj je tudi ta njegova genialnost teh konceptov implementacije in širjenja uporabe njegovih izumov, seveda z ustvarjalci, ki jih je kar malo morje, ki jih on skauta, po domače rečeno, išče za njegove projekte. Poleg tega, da je tehnološko izredno prodoren, ima nove ideje, nove sisteme, kot ste vi že sami omenili, Poleg tega tudi najbogatejši zemljan, poleg tega skuša iti na Mars, ker meni, da je to edina rešitev za človeštvo in tle se mi 100% strinjajo, ker naše študije kaže natanko isto.
Mi smo to naredili z enimi kompliciranimi modeli, on je pa to kar z razmišljanjem prišel do tega. Ne. In zakaj je kupil Twitter, čeprav je z njim zgubo? Zato, ker je ugotovil, da ta zahodna civilizacija gre v napačno smer, se začne obračati proti volku. Zakaj je volk škodljiv? Zato, ker ne priznava več empiričnih znanstvenih dejstev. To je prvo. Ne. Poglejte primer, če vprašate, koliko je spolov, ali moški lahko rodi, a ne, seveda moški ne more roditi in spola sta dva. Zdaj, zakaj pa recimo volk ali pa cancel culture trdi, da je spolov neskončno, da moški lahko rodi in podobne stvari, rečemo zdrava kmečka pamet. Ne. Kmeti bi se temu smejali, zato ker imajo zdravo pamet in vejo, da to ni res. Ampak zakaj potem te ideologije forsirajo stvari, ki vemo, da so nestrokovne, škodljive in tako naprej, ne? To je pač ena stran pot v razvoju človeštva. In Musk, on sam sebe vidi kot tistega, ki skrbi za celo človeštvo, se proti tej škodljivi ideologiji postavlja in bori proti njem z X-om, z Grokom in tako naprej. Še en primerček, ne? ChatGPT je kar v redu. Ampak ko sem ga vprašal, koliko je spolov, bioloških, ne, da ne bo nesporazuma, je rekel, ja, to je kompleksno vprašanje, sploh ni res, da se samo dva. Se je distanciral, ne? Nekako od... Potem sem vprašal Groka, zakaj je ChatGPT rekel, da ni hotel reči, da sta biološka spola dva. Ali oziroma, koliko jih je v resnici, ne, je rekel Grok, je rekel, da biološko sta dva, ampak zdaj, zakaj pa on rekel drugače, je pa, ali je imel napačne podatke, ali je pa padel po to volk, preč upošteval to volk ideologijo. Se pravi, se tudi Grok zgreši kdaj, ne, ampak Grok je pa bistveno bolj nekako skladen s tisto bazično znanostjo in resnico, da je 1 in 1 2, da samo ženska lahko rodi in tako naprej. Ja, tudi primeri, ne, teh fake, kako radi rečejo mladi, fotografij, torej obdelanih, spremenjenih fotografij, ki seveda širijo totalno neresnico in opaziti je veliko, ne, ko je nekaj takšnega, ki skoraj da postane že viralno, ljudje zintegrira zelo hitro seveda zagrabijo, ne, ko se dogaja nekaj groznega, eksplozija neke bombe, recimo, žrtve so krvave slike, prizori, res nagnusno že na vpogled, in potem vidiš, da uporabniki vprašajo, Grok, is it true? Grok, ali je to res? Torej, vedno več je sprožanja tudi tega dvoma o resnici. No, tukaj je en primer, recimo, ne, fotografije, ko naj bi bil Trump, recimo, areteran, pa ni bil, ne, postavljen pred kamero policije. 1000 milijoni ogledov, ne, ampak ljudje, Grok, is it true? Grok, ali je to res? Kje je bila posneta ta fotografija? Torej, smo le skeptiki, ne verjamemo na prvo žogo. Tukaj se še enkrat pokaže, kako so te GPT koristi. Ja. Vam bo povedal en konkreten primer. Ali pa tale fotografija papeža Frančiška, ne, v tej puhovki, ker je tudi seveda ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence, ne, ogromno napak je gori, ne. Ja. Torej, ta laž, ne. Ali pa ta hip videi o Kamčatki, ne, ko imate 100 metrov visoke snežne zamete. Ja, to je tudi zanimivo. Res so ogromni, ne, ampak taki pa ne niso. Ne. Ampak lepši primer vam dal, ne, ki v zadju so milijarde zaradi enega samega posnetka, ne, ker predsednik Trump toži BBC, ker je BBC v času volitev sestavil 2 stavka, prvi del enega stavka, pa drugi del drugega stavka, tako da je spadl, zdaj pa pejmo na Kapitol, ne, na ameriški pač kongres in tam se dajmo boriti. Je čisto 2 ločena sestavka, s čisto drugim pomenom je sestavil skupaj in so naredili, a je to deepfake ali ni, ampak kakorkoli, ko ste pogledali, izgleda vse verodostojno. Je pa seveda bil to vpliv na volitve, ne, in zato ga predsednik Trump po mojem mnenju upravičeno toži. Zoper vse te negativne komponente je treba uveljaviti palico. Ljudje imamo vedno korenček pa palico, ne, ko se neka stvar izuredi, je treba porabiti korektivne mehanizme, da se uredijo in s temi deepfake je že tako, da je treba uporabiti, jaz bom kar to rekel, kar palico, da se spravi v red. Ampak seveda, prisotni so pa tudi milijoni, ki jih služijo ustvarjalci teh vsebin.
te lovci na všečke, lovci na naivneže. Konec koncev je bil en super primer, Luka Dončić, le kdo ga ne pozna, naš čarovnik v dresu zdaj Los Angeles Lakersov, nedolgo nazaj izbran tudi dobil je največ glasov za tekmo All Stars v Ameriki. Zakaj omenjam te številke? Kajti vse te številke govorijo, koliko privržencev ima, ne, in kakšna tarča je lahko, ne, tudi on sam, kako lahko je hitro izrabljen. In bili so, jaz bom rekel, nepridi pravi, ki so njegovo podobo izrabili za oglaševanje platforme trgovanja s kriptovalutami. Pa ne samo on, tudi mislim, da Barack Obama, pa še marsikatera znana slavna osebnost je bila tega deležna. In bile so analize, ne, oziroma tako bom vprašal, če nekdo potrebuje recimo 10 sekund, da nekoga po domače povedano, bom kar uporabil to besedo, nategne, ne, ga našpona, ga prevara, mu vzame denar, služi milijone. To pa je kar področje, s katerim bi se morali malce več ukvarjati. Ne? Tako je, to bi morali regulirati. Se pravi, ko pride na splet, ni stvar v tem, da to skreiraš. Problem je v tem, da lahko daš na splet in ti noben mehanizem tega ne prepreči. Ne? Ampak kako je ta tehnologija koristna, bom povedal na lastnem primeru. Prekratko sem kupil tako žagco, mehno ročno žagco, da debleje veje žagaš. Na reklami je bila tako velika, v resnici je bila pa tako velika, ko sem jo kupil. Pa sem se nekaj preteževal. Naslednjič, ko sem naslednjo stvar kupoval, nek pulover. Po spletu nakup? Ja, naslednjo stvar, ko sem kupoval, sem vprašal GPT-ja, a je to v redu. In povedal, ne, v to glavnem je na reklami izgleda famozno, v resnici je pa nek poliester in je slaba kvaliteta in rajš ne kup. In zdaj naprej, preden kupim, vedno vprašam, koliko ste vi premenili, vedno vprašam GPT. Ne? In je, vsaka tehnologija ima pluse in minuse, ampak preden bi iz tega vlekel nek negativni vtis o celotni tehnologiji, koliko človeških življenj umetna inteligenca rešila in koliko jih je pobila. Če tako pogledate, recimo avtomobile, veliko ljudi umre ali se pa poškodijo v nesrečah. Pogledate umetno inteligenco, ste šokirani, primerjavi s katerokoli drugo tehnologijo, to razmerje med dobljenimi in izgubljenimi življenji 1000-krat bolje. Umetna inteligenca je 1000-krat boljša kot avtomobili ali pa katerakoli druga tehnologija po tem vprašanju, koliko je pomagala človeški življenj rešiti in podobno, če se vprašate, koliko bolezni, koliko bolečin je rešila. Se pravi, tako uspešne in tako koristne tehnologije, kot je umetna inteligenca, ni do zdaj bilo v človeštvu. In se vprašate, zakaj pa je potem toliko nekih kritik pa problemov, ne, ko zdaj se vrtava deepfake, pa to upravičeno, to je treba regulirati. Zato, ker smo ljudje včasih malo hecni. Ne. To je moja razlaga. Znova bom omenil Jeffreya Hintona, tega omenjenega, tako imenovanega botra umetne inteligence. Dejal je, da bi nekako svet potreboval nekako svetovno skupino vodstvenikov, ki bi se ukvarjali z umetno inteligenco v smislu regulative, implementacije, nekakšne kontrole, da seveda, da se drži roka na tem, kajti gre za res stvar, ki je sposobna marsičesa, v dobesednem pomenu besede, marsičesa. Ta nevarnost, o kateri govori Hinton, je v glavnem naslednja. Ne? Recimo, da se bo pojavila superinteligenca, nekaj bistveno pametnejšega kot ljudje, a bo potem nas obravnavala kot neke kužke ali termite, ali kaj, ali nas bo, rekel, se nas znebila, ne? Ker bo rabila elektriko in tako naprej, kot je bilo v Matrici in teh podobnih filmih. Ampak to je zelo malo verjetno. Veliko bolj verjetno je, da bo superinteligenca rešila človeštvo pod prepadom. Naše študije kažejo, da bo človeštvo uničilo samo sebe v 1000 do 10.000 letih in da je to statistično gledano najbolj verjetno. In da se tega rešimo, smo očitno ljudje premalo pametni in potrebujemo neko močnejšo, bolj pametnejši sistem. In kaj je to? Edino superinteligenca se zdi tisti rešitelj. In to, kar govorim zdaj, ni tako kar nekje sneto ali pa ugibano, ker sem malce pogloboko pogledal v kozarček, to kažejo naše analize. S tem se ukvarjamo desetletja, konkretno pol stoletja, in zaenkrat vsi sistemi kažejo vse analize kažejo v tej smeri. Se pravi, to je ne samo
trenutno blazno uporabno, ampak tudi edina rešitev pri tem, da bomo sami sebe uničili. Dajte nam še malce pojasniti te izračune, te predikcije, te projekcije demografije, izganjanja, ja, tudi izganjajo jih ponekod, ampak o izginjanju določenih narodov. Vemo, če samo nas Slovence pogledamo, potem smo kar prvi na listi. No? Je še nekaj držav, ki imajo manj prebivalcev, ampak smo med prvimi verjetno. Ja, ali smo tako trmasti, nismo, no, da bomo zelo majhni Slovenci tudi nismo. Ne? Mi čas mislimo, da smo res zanemarljivo majhni, ampak ne, smo med manjšimi državami, ampak imamo vse komponente velikih. Kot je sicer majhen, ampak imamo vse, kar imajo veliki. Imamo parlament, če hočete, imamo skratka vse te komponente, ki so. In po marsikateri kriteriji smo pa med prvimi v svetu. Poglejte, mi smo po številu športnih dosežkov na glavo, smo med najboljšimi na svetu, recimo skupaj s Hrvati. Zdaj to vprašanje, kaj nam zdaj grozi demografsko, smo imeli pa pred kratkim posvet v slovenskem parlamentu, zdaj pripravljamo zbornik, in je nesporno, vse študije, vse analize, komplicirane, enostavne, kažejo, da bo slovenski narod, če se bo tak tempo nadaljeval, pa tudi hrvaški, pa vsi mali evropski narodi bodo izumrli v recimo dobrih 200 letih. 200 letih, to je 2 človeški življenji, ja, zato ker je pri demografiji imate tako, da imate eksponentno rast, se pravi, tako se predstavljate število okužb pri covidu, kako je to eksplodiralo gora. Ne? Ampak ta eksponentna rast je lahko tudi padec in eksponentno pade dol. In pri demografiji... To so trenutne projekcije, verjetno. Ne? Ampak te projekcije trajajo že nekaj 10 let. In ustajajo podobne oziroma enake. Na žensko mora priti 2,1 otroka, zato da se obdrži prebivalstvo na isti ravni. Če je više, gre eksponentno gor, če niže, gre eksponentno dol. In mi imamo rodnost 1,5, tako kot cela Evropa približno. Ampak kaj se tukaj zdaj tretira kot, recimo, kot Hrvata, kot Slovenca, Slovenko, Hrvatico? Veste, kam želim peljati tole vprašanje, verjetno ne. Obstajajo številne migracije, mešani zakoni in tako naprej. Dejansko slediti obstoj naroda je pa verjetno še težje, ne? Kajti, če bi tudi sam sebe šel analizirati, ne, kdo so bili moji predniki, bi hitro prišel, da je tudi morda vmes kakšen Istrijan ali pa mogoče kakšen Italijan ali pa ne vem, morda celo kakšen Nemec ali takratna Avstro-Ogrska je bila. Tako da tukaj nekih čistosti naroda je tudi težko govoriti in pa jo analizirati. Ne? Vsi Slovenci smo v bistvu neki koktejli, ne? Ja. Se pravi, smo malo mešanice tega, onega, tretjega, četrtega. Pa še marsikateri drugi narodi, ne? Ampak če ste kdaj pili koktejle, ne, niso vsi enaki, ne, so presneto drugačnega okusa, ne. Tako da Slovenci seveda smo genetsko specifični, to ni nobenega dvoma, kar se pokaže tako, da zmerite, vzamete genetsko sliko enega Slovenca, pa enega Kitajca, če hočete, pa enega Indica, pa enega Afričana in boste ugotovili, da v 99,9% lahko ločite to. Preprosto povedano, tako malce se zlažemo. Ne? Tisti ljudje, ki govorijo slovensko, so Slovenci in so tudi genetsko Slovenci, v glavnem so. Ne? Recimo rečemo temu avtohtono prebivalstvo iz leta 2000, avtohtonega prebivalca iz leta 2000, pa ni treba, da so samo Slovenci pronarodnosti, ne? So lahko tudi Hrvati in drugi, ki živijo v Sloveniji, vsi ti bodo izumrli čez 200 let. To je praktično jutri. Ja. Če zgodovinsko gledamo obdobje, je to sekunda, ne? Seveda, bravo. Večina ljudi tega ne razume. Mi smo tako kot žaba, ki se kuha v loncu, in sploh se ne zaveda, da bo nekoč prevroče. Ampak je pravi, vse v redu, vse dobro, malo število ljudi se zmanjšalo, pa se smo dobili migrantov to noter, ampak migranti so druge genetske strukture. Je to izziv za politiko, kajti politiki so tisti, ki seveda imajo to moč, da lahko krmilijo tisto, kar znanost recimo predlaga, ne? Kar doume, kar dokaže. Ne? Nekaj bo treba korenito spremeniti v smislu, konkretno zdaj recimo, če gledava nataliteto, ne? Prirast. Ne? Slovenija je že pod enko ali pod, da imamo manj, da je nižja rodnost glede na 1,5. 1,5. 2,1 bi morala biti, ja. 1,5 je, ampak to pomeni, da se v 75 letih se prebivalstvo razpolovi.
75 letih je polovica. To sta 2 generacije nekako, ne? Ja, generacija je malo čez 30 let. Ja, zdaj, zakaj to lahko strokovno povem? Umetno inteligenco sam uporabljam predvsem na področju demografije, okolja, pa mogoče še poslovanja. Nekje morate umetno inteligenco na nekaterih področjih uporabiti in ko tisto študirate, mi imamo konferenco o demografiji na Inštitutu Jožef Štefan, ker sem jaz glavni organizator, imamo 28 let. In pred kratkim smo imeli tisti posvet v parlamentu. Leta 2018 smo imeli prvi posvet za naslovom Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda. In po tistem dogodku so me proglasili za fašista, sovražnika žensk, sovražnika homoseksualcev, kar hočete, vse živo, in so zahtevali odstop z tega položaja. Vi ste nekako dokazali, oziroma probate dokazati s to projekcijo, da dejansko izginjamo. To je zanimivo vprašanje, zakaj postaneš sovražnik? To je grozno dognanje, to bi nas moralo res skrbeti. Zakaj postaneš sovražnik Slovenije številka 1, ko upozoriš, da bomo izumrli, da je treba sprejeti ukrepe, da se to ne bi zgodilo. To je totalno nelogično in to govorim o tem, da ta volk, jaz rečem sicer cancel culture, ta cancel culture je samomorilska. Evropa v nekem smislu dela demografski samomor, tudi Slovenija. Ja. To so kar težke novice, oziroma žalostne. To govorim že 10 let. Zanimivo, ampak kako da se o tem tako malo govori, oziroma to bi moralo biti na vseh naslovnicah? To je sistemsko. Moje osebno mnenje, da ne bo pomote, ampak jaz bil šokiran sem nad Kar 10 let študiram ali pa razmišljam, ali pa zlasti od leta 2018 naprej, ko se je zgodil ta posvet, zakaj je tako negativen odziv, pa tudi recimo direktor inštituta prejšnji je bil proti temu, se ni strinjal s tem, pa potem so bile recimo neke skupine znanstvenikov, ki so se podpisali pod peticije, da moramo odstopati zato, ker take stvari govorimo. Kaj je v ljudeh, da take stvari počnejo? Ampak zakaj bi nekoga skrbelo izginjanje lastnega naroda? To mi ne gre skupaj zdaj. Večina ljudi, ki jih vprašaš, reče, pa kaj pol? Večina ljudi, s katerimi se pogovarjam, rečeš, pa kaj pa, če bo Slovenci izumrli? Zanimivo. Toliko imamo oprane ljudi, mislim, da je glavni razlog v opranju možganov ljudi, obstaja sicer neka znanstvena osnova, če imamo čas, bi jo razložil, in to je, da obstaja strah, da je ljudi na tem svetu preveč. Elon Musk in sam moja malenkost se s tem globoko ne strinjava. Vse ljudi z celega planeta lahko damo v Slovenijo, pride 1 na 2,5 kvadratnega metra in je ključno vprašanje, a bomo najdli dovolj energije in moči, da gremo na druge planete, da gremo na Mars. To je ključno vprašanje. To, ali je malo več ljudi revnih ali mrtvih, to so totalno zanemarljive stvari, stališča razvoja, stališča preživetja človeške civilizacije, stališča preživetja človeštva. Stališča Slovenije je pa ključno vprašanje, ali bomo končno zatem začeli korektno in pošteno se pogovarjati, se zavedati tega, da je to dejansko največji eksistenčni problem. Umetna inteligenca je plus blazna korist, taka mala rodnost je pa smrtna obsodba v 200 letih, ne bo nobenega Slovenca več. Bi lahko rekli, da nas v naslednjih desetletjih res čakajo strašne turbulence na marsikaterem področju, v smislu premikov tako v dobro, kot tudi v slabo. Glede na, migracijski tokovi po Evropi, po svetu, potem rast števila prebivalstva, ampak vezani so seveda na tista vele mesta, ki se enormno širijo. Da ne govorimo o Kitajski, ki je ekspandirala v zadnjih 35 letih. To je resnično včasih bila znanstvena fantastika, danes je to realnost. O seveda politiki Donalda Trumpa, ki je nekako nepredstavljiva za mnoge v tem modernem času. Potem o seveda Muskovih izračunih, da seveda Zemlja nikakor ni prenaseljena, da seveda, kot ste dejali, da se nas da stlačiti vse skupaj v eno državo. Potem pa še seveda to hlepenje po enormnem bogatenju in teh krivuljah borznikov, posrednikov, finančnikov, ki vidijo samo gor. Kdaj bo dovolj, bi se morali vprašati. Ali ni ravno morda tudi ta umetna inteligenca tukaj, da nam malce lahko pojasni s to svojo pametjo, kdaj bi se bilo dobro morda tudi malce ustaviti?
Definitivno mi potrebujemo revolucijo. Gre preko volka, se mi zdi, da in Musk pravi tako, tudi sam, naše študije kažejo tako, ne, preko te usmeritve, da je šla Evropa v volk, tako kot je Amerika, prej pod prejšnjimi ideologijami. To je bila pot v samomor. V Ameriki se je z revolucijo, ki jo je naredil Trump in njegovi, ne, karkoli si mislimo o njem. Tudi marsikaj slabega je naredil, tudi Musk naredi marsikaj slabega. To niso angelčki, ne. Ampak karkoli si mislimo o Trumpu, je Trump eden najbolj racionalnih predsednikov nasploh, ne samo v Ameriki. Kako to argumentirate, recimo s kakšnim primerom? To me res zanima. Poglejte, kaj ti, glede na to, kar se dogaja zdaj z Grenlandijo, bodo mnogi rekli, kaj pa je z vami, ne? Zdaj, vprašanje, a si upam tolmačiti Grenlandijo, a si upam tolmačiti Izrael in tako naprej, ne? Jaz mislim, da ne. Da je to preveč ideološko-politično vprašanje, ki je predaleč od moje strokovne sposobnosti. Ampak kot rečeno, ti ljudje niso angelčki. Tudi Michelangelo ni bil angelček. Je pa res ustvarjal enkratne mojstrovine, svetovna čudesa. Musk ni angelček. Ne? Tudi jaz nisem angelček. Verjetno tudi vi niste angelček, čeprav ne vem. Nisem prepričan. Vsak ima, verjamem, da v sebi nekaj malega, tudi tistega hudička, ne? Oziroma nekaj, kar marsikomu ni všeč ali pa morda nekomu ni všeč. No, ampak gledajte, bom izjemoma, ko ste postavili vprašanje glede Grenlandije, bom malo komentiral, čeprav ne ravno z velikim zadovoljstvom, ne, ampak ajde, bom odgovoril, ne. Gledajte, pri Grenlandiji je Danska dala Grenlandiji avtonomijo. Se pravi, Grenlandija plus tisto, to je za 100 Slovenij, za 100 Slovenij je ena Grenlandija, plus tisto more okrog, ne, to je Danska dala ven iz Evropske unije. Kdo je pa to dovolil? A smo mi to v Evropski uniji se kdaj o tem pogovarjali? To so kar sami se zmenili med sabo, ne? Zdaj pa, ko Trump pravi, ja, Grenlandija sama je, samo, ko vzame lahko kdorče, Kitajska lahko vzame, Rusija vzame, se malo dvomim, da je to res, ne? Je rekel, to je treba spraviti pod neko varnost in to bom jaz, edini spet revolucionarni predsednik po tistem, ki je kupil Aljasko, bom pa kupil Grenlandijo in bom pripeljal k Ameriki, ki je edina korektna. Ne. To, da se tako z lahkoto, ne, prepusti Grenlandijo samostojnosti v tem občutljivem nasilnem času, to se mi zdi nespametna poteza. Grenlandija bi morala biti ali del Evropske unije, drugače pa bolj ameriška. Če mi ne znamo varovati, pa skrbeti za njo, ne vem, to se, po tej osebni plati, ki je povsem nestrokovna, ne. Se pravi, razumem Trumpa, zakaj to dela, ampak Evropa bi morala Grenlandijo nazaj priključiti k sebi, k svojemu zemlju in skrbeti za njo, kot se skrbi za vse druge. Ne. Ja, to je moje mnenje, ki je pa lahko napačno, nevšečno, se opravičujem. Zelo zanimiva država in tudi seveda njihovi inuiti, ki so tam domorodci, seveda imajo svoje mišljenje okoli tega, ampak če se vrnemo zdaj nazaj ravno... Zakaj se pa ne bi Prekmurje odcepil od Slovenije? Zakaj ne bi Slovenija rekla, ja, vi se hočete odcepati, pa pejte, ne? Ali pa Korzika. Korzika imate stalno separatiste, pa bi rekla, ja, pejte, mi je edin pošten to, da vi greste kamor hočete, ne? Vete, skušam pokazati, zakaj je Trump revolucionarni predsednik kljub vsem tem nevšečnim komponentam, recimo, da bom nežen, pa bom tako povedal, ne? Zato, ker drugače gleda na svet ta sistem, kar Korzika, kar pejte stran, Prekmurje, kar pejte stran, Grenlandija, kar pejte stran od Evrope, ja, kam pa to pelje, no, mislim. A se vam zdi, da je to normalno? To je zblojeno. No, zanimivo, ne, ko sva ravno pri Evropski uniji, ne, tudi, pa bom spet moram gospoda Hintona omeniti, ki je tudi to izpostavil, ne, to regulacije Evropske unije, kar se tiče umetne inteligence, ampak obstaja pa klauzula, ki seveda, kjer je izvzeta pa seveda vojaška industrija in pa vojska. V smislu uporabe umetne inteligence na evropskih tleh, v Evropski uniji. Vemo, vojaška industrija pa je seveda povezana tudi z težkimi milijardami evrov, dolarjev in vemo, kako bogata je ta industrija oziroma kako se je hitro obogatela, sploh pa zdaj, ko odija vojna v Ukrajini, ko se seveda oborožuje Amerika, ki seveda venomer ohranja to temperaturo na najvišji stopnji, ne, pripravljenosti.
Zdaj, ali gre za res ali ne, ali so tukaj ozadja bolj ekonomske narave ali geostrateške politike, pustimo zdaj, ampak zanimivo, ne? Ta regulacija umetne inteligence za vojaške namene v Evropi pa ima odprto pipo. Zdaj, se pravi, ko moram govoriti o političnih vprašanjih, se vedno počutam malce tako Bi vas vprašal tako, kaj dejansko to pomeni, ne? V smislu prakse potem, ne? Uporaba umetne inteligence za razvijanje orožja, super orožja, vemo, kaj delajo droni danes, kako natančni so lahko, z uporabo umetne inteligence pa so lahko še bolj nevarni in pa tudi za nekoga na to potem tudi bolj donosni. Če vi pogledate, ali umetna inteligenca koristi v vojnih nalogah ali škodi, ne, je naloga relativno težka. Ne. Se pravi, bolj uspešna, bolj inteligentna orožja bolje ubijajo. Ne. Ali pa to dejansko pomeni več človeških žrtev. Recimo, Izraelci so uporabljali umetno inteligenco za izračun ciljev, ko recimo bila stolpnica, noter so živeli civilisti, potem je pa Hamas iz enega nadstropja streljal ven. Ne? In zdaj, če so zelo natančno vodili, so zadeli samo Hamas in čim manj tiste kolateralne škode. Se pravi, ali je zdaj umetna inteligenca povzročila več žrtev ali manj žrtev. Izraelci pa, v glavnem cel zahodni svet je trdil, da so s tem z umetno inteligenco ogromno človeških življenj resnici rešili. To je en možen pogled. Ne? Zdaj, podoben pogled imate v Rusiji pa v Ukrajini, ko je ogromno teh dronov, pa tudi so tudi taki, ki se vozijo, veste, pa tudi po vodi šibajo, ne vem, kako se jim že reče, no. Ampak, a ti v bistvu več ljudi pobijajo ali več ljudi rešijo, ne? Če pogledate Ukrajino, bi morali že zdavnaj izgubiti, ker ima premalo ljudi. Ampak ravno droni jo pa rešujejo, ker nadomeščajo živo človeško telo, nameščajo z umetnimi roboti in zdaj, kako to ocenjujete? Je to slabo ali to dobro? Ne vem. Čeprav, preden sem se usedel z vami za tole mizo, sem aktivno se lotil pregledovanja določenih podcastov, tistih največjih imen raziskovalcev ali pa ustvarjalcev umetne inteligence, in ko so jih spraševali ravno o oboroževanju, o vojski, o tem ustroju, ne, in so dejali, se pa razvijate tudi robote, ne, ravno kar vidimo nekaj takega na sliki, ne, ki bi lahko nadomestili vojake. No, in potem številni so rekli, ne, morate razumeti stvar malce drugače. Da ti roboti niso poceni, stanejo veliko, ne, že same raziskave, izdelava. Torej, češ da bi recimo nekoč lahko vojska robotov osvajala neka ozemlja, namesto vojakov, ki seveda jih dan vozijo v mrliških vrečah. Ne. Tako da so rekli, ne, človeško življenje je še vedno nekako bolj vredno v smislu tega, kajti roboti bi nas preveč stali, bi bili predragi. Ampak vemo, da apetiti marsikoga so pa lahko različni, tako da tukaj so malce pomirili to, da bodo nekoč, ne vem, roboti, kot v znanstveno-fantastičnih filmih, ne, hodili okrog in pa delali red po cestah namesto policije, vojske in osvajali, bom rekel, kritična področja, območja, države celo. Tako da tukaj pravijo, da nas naj ne bo strah, da je to predrago. Zanimiva beseda, ne? Preveč bi jih stalo. Obstaja tle ena ključna komponenta, ki mislim, da v javnosti ni dovolj znana. Ne? Če uporabljate drone, recimo zdaj ameriška policija uveljavlja pa skuša vpeljati drone na mesto psov. Ne? Pa steče, pa grizne, včasih grizne tudi pucaja, tako naprej, včasih ga poškoduje, ne, ti zločinca. Ne? Če imate pa dron, ga pa vi lahko kontrolirate, se zaletite v njega, mu sledite, da ne more zbežati in tako naprej. Ne? In je dron pocen, enostaven, učinkovit za preganjanje kriminalcev. Jaz upam, da si vsi želimo, da se kriminalce nekako ustrezno regulira, in je dron čudovita stvar. Zakaj niso vsi policaji opremljeni z droni?
Zakaj ni v vsakem avtu poleg pištole, pa puške, ne, ker vsi avti imajo puško, zakaj nima še drona zraven, ne? In je to bi bilo samo bistveno bolj učinkovito bi bilo in taka država bi pregoni recimo avtomobilov ali pa, da ne ogrožaš človeško življenje. Pa peško bežijo in tako naprej. Ne. Ampak je pa še ena druga komponenta, to je pa ta, da umetna inteligenca je tako močna, da bi dejansko lahko postala nevarna. Samo da bi postala nevarna, pa mora biti cel kup pogojev izpolnjenih. In vsi ti pogoji temeljijo na človeški neumnosti. Če smo toliko neumni, da bomo to naredili, ja, pa je pa prav, da izumremo. Ne? In ena komponenta, kjer je treba paziti, recimo, da jih je 5. Ne? To vam sigurno ne bomo vseh 5 obravnavali, ampak eno bi omenil. Ova drugič. Ne dajmo tem robotom možnosti, da sami odločajo, kdaj bodo ustrelili človeka, ne dajmo umetni inteligenci moči nad jedrskimi orožji, tako kot občasno halucinira, bi gotovo tudi pri jedrskih orožjih halucinirala. Ampak to pomeni, da kontrole nad jedrskimi orožji ne smete dati umetni inteligenci, pika, klicaj, ma karkoli. A je to težko razumeti. Ampak opozarjajo pa na ekstremistične celice, sekte, nekdo je doživel recimo, da je bil raziskovalec v nekem kemijskem laboratoriju, doživel odpoved, bil blizu neke raziskave, ki bi dejansko lahko spremenila svet na dobro. Kot vi radi rečete, ne, ogromno je dobrega, lepega v tej umetni inteligenci. Ampak potem, glej ga zlomka, ne, zberejo, ne vem, 2 milijona evrov sredstev, začnejo razvijati nek teroristični napad s pomočjo ravno vsem dostopne umetne inteligence, vse tehnologije, z vsemi droni, ki jih danes razvija moderna tehnologija in tako naprej, razvijajo lahko potem v laboratoriju, tudi konec koncev viruse, ki so lahko nevarni za neko okolico in tako naprej. Tako da tukaj je vseeno potrebno biti kar previden, ne? Komu daš nekaj v roke in koliko tega. Dajmo konkreten primer. Ne? Ja. Na bojišču strelite granato ali pa metak, ne, in prileti in pade kaj in ubije ljudi. Ne. Zdaj, če prileti dron, ne, je lahko bolj natančen in tako naprej, ima celo kupico izboljšanih lastnosti in tukaj pride. Če je, tako kot je zdaj z umetno inteligenco, leti do tukaj ga začnejo motiti, se pravi, ta povezava ne deluje več, ampak z umetno inteligenco naprej sfura do končnega cilja, ker prepozna, tam je pa recimo tank, ki stopa iz gozda, recimo. Ne. Se pravi, tako se zdaj uporablja umetna inteligenca in to je pravilno. Če bi pa dali možnost, da bi recimo letel tukaj, pa sam gledal, kje je še človek ali pa tank, pa ga potem ustrelil, ne, to bi bilo pa zdaj verjetno že predaleč v smeri avtonomnega orožja. Jaz sem tudi v svetovnem združenju, sem tudi govoril o Palači Združenih narodov, sem nastopil s predavanjem, zakaj je to škodljivo in zakaj tega ne smemo dopustiti. To je en izmed 5 naglavnih grehov, ki jih ne smemo narediti, če nočemo dopustiti, da bi inteligenca dejansko postala nevarna. Ja, zanimivo. Ja, pa sami laboratoriji, tudi ti virusi, ne, tudi vemo, kako nevarna je lahko zadeva. Doživeli smo COVID, ne, pa še vedno... COVID znamo nekaj strokovno povedati. Tako, ne, še vedno obstajajo dvomi, ali je to produkt, seveda, določenih agencij, ne bomo zdaj šli znova v detajle, ampak vemo. Ne poznamo odgovor. Ja, ne. Če lahko skočim, ne, nekatere stvari še vseeno s pomočjo strokovne analize informacij uspeš preveriti, držijo ali ne držijo. Ne. In ta preskok iz naravnega virusa, ne, v tisto varianto, ki je potem zaokrožila po svetu, je bil prevelik. V začetku so to še nekako pojasnjevali, ja, pa je bila vmes neka kača, pa neka taka žival, pa nek drug žival, pa tretji žival, tako naprej, ne. Ampak potem, ko so se te študije nadaljevale, izboljševale, ne, se je skazalo, da zdaj najbolj verjetno, da so to delalo umetno v kitajskem laboratoriju v Wuhanu, ne, in da so to delali na osnovi ameriškega projekta, ker za Ameriko je bilo že prepovedano delati bolj nevarne viruse. V kitajskem pa ni bilo in zato Amerika daje denar preko Faucija, ne, seveda posredno ali neposredno, da so na kitajskem se rekli, če bo tam problem, pa do nas pa ne bo prišel. Ne, ampak ne, so tam naredili nek virus, ki je nekako ušel. Ne, to je zdaj, ne bom rekel, da je 100% to, ampak trenutno je to glavna verzija, ki velja v Ameriki. V Evropi imate pa še vedno neko stanje, ki včasih ne odgovarja znanstvenim razmeram. Ali ni bilo tudi tako, tudi to sem
prebral s pomočjo umetne inteligence, zato vas bom tudi to vprašal, ne, da so želeli razvijati zdravilo, cepivo iz določene vrste netopirja, iz katerega bi lahko naredili tako, da bi bili vojaki ameriške vojske imuni na določene bolezne v nekaterih tropskih predelih, kjer seveda obstaja možnost okužbe z določenimi mrzlicami. Tako da zdaj sem malce se štrikal zadevo skupaj, ampak zanimivi odgovori so, ne? Da je šlo za potrebe vojske. Da je šlo znova za potrebe vojske. Tega jaz ne vem, zlasti pa ne vem verodostojno, ne? Medtem ko tisti prvi del, ki sem ga povedal... To so domneve, da ne bo pomote. Ja, tisti prvi del, ki sem ga povedal, je pa malo manj domneva. Ne? Je tudi domneva določenem, recimo 50%, mogoče vprašanje ne drži, ne? Ampak 90% pa verjetno drži, da je bil virus umetno narejen in da je po pomoti šel ven in da je to financirala Amerika, to zgleda 90% drži. Kaj točno so pa financirali? Seveda so to Američani financirali z nekim svojim namenom, ali da bodo delali boljša zdravila, ne? Ker cepiva za gripo vi uganete, kakšen bo virus. Se pravi, če delate bolj nevarne viruse, se vi že vnaprej pripravite in se potem lahko, se pravi, namen je bil po te gain of function teoriji je bil dober. A je bil namen za vojaške namene, da bodo vojake, ne vem. Tega ne vem. Ne. Pač vse sorte, ne, potem ravno ta umetna inteligenca ponuja svojimi odgovori in pa tudi potem socialna omrežja sprožajo debate in resnice, neresnice ugibanja, tako da ja, zanimiv je ta svet. Ja, ampak morava še do Kitajske skočiti nujno. DeepSeek je tudi neke vrste drugačna revolucija, kakor OpenAI, v smislu porabe električne energije in pa njihovih, seveda, serverjev, procesorjev in tako naprej, bolj varčna, pa tudi nekoliko bolj omejena. Pa deva najprej malce, zakaj je DeepSeek tako poseben v primerjavi s ChatGPT-jem in pa seveda z ostalimi ponudniki umetne inteligence, klepetalniki, ta elektrika, energija, vemo, o njej se tudi zadnje čase ogromno govori, sploh pri nas v Sloveniji. Potrošnja le-te, verjetno je bila tista, ki je bila neka revolucija v smislu uporabe DeepSeeka, da je cenejši energetsko. Tle ste celo kupico zanimivih komponent odprli, ne? Ja. Zdaj se lahko samo na nekatere... Zaradi tega je poseben DeepSeek, kaj ti naj bi bil varčen, ne, tudi v smislu porabe električne energije. Koliko dober je DeepSeek, ne? Ni med prvimi 5. To je prvi odgovor, ne? Se pravi, je pa res, da vsi ti kitajski, recimo GPT, ne, lovijo, če grejo ameriške, tako gor, se ta razlika do kitajskih zmanjšuje, ampak še vedno bi rekel, da je, ne? In če pogledate GPT-je po norveškem testu inteligence, vidite, da imajo nekateri 130-140 IQ, kar pomeni, da so pametnejši kot predvsej pametni ljudje, ne? Da pa so nekateri na 100. In DeepSeek v nekaterih testih je pač tam. Se pravi, na nekaterih testih je pa odličen, odvisno od testa, ki gledate, ne? Se pravi, je dober, mogoče med prvimi 10, ni pa mogoče med prvimi 5, tam nekje v grobama, ne? Se pravi, je nekaj manjše. Je pa en izmed prvih, ki je naredil to kondenzacijo znanja, tako da je z manj znanja skoraj tako dobro odgovarjal kot oni najboljši, največji, ne? Ampak trenutno in pa ni videti, kako bi se to spremenilo. Tisti največji, ki so najboljši, uporabljajo ogromno znanja, ogromne kapacitete, tiste podatkovne centre in ogromno energije. Za en dober podatkovni center rabite eno jedrsko elektrarno. Ja, takole, ne, imam spisano. Ena poizvedba na ChatGPT je enaka 1 uri gorenja 3-vatne LED žarnice. Ena poizvedba na DeepSeeku je enakovredna 15, oziroma da lahko LED žarnica gori 15 minut. Torej 15krat večja je potrošnja v primerjavi žarnico, LED žarnico, ne, iskanja med ChatGPT-jem in DeepSeekom, ne. Torej DeepSeek je okolju tudi bolj prijazen. Če to malce tako... Je pa malo bolj neumen. Je pa bolj neumen. Ja, dobro. Dobimo več znanja za manj svetlobe. Jaz bi še vedno svetoval, da če se naročite na Groka, Gemini, GPT, praktični nasvet, ne?
Te naročnine so po 20 evrov na mesec in to tudi kot privatnik ali kot inštitucija. Prideš v kakšno inštitucijo, nimajo GPT-ja. Ja, halo, kaj se pa dogaja z vami? Ne? Še malce, če greva po domače rečeno, da posurfamo po teh chat GPT-jih in tako naprej, teh halucinacije. Pa bom raje se tukaj malce ostavil. Če greva čisto na začetek, liquid learn methodology, se pravi metodologija logike jezika. Kako se je vse skupaj začelo? Z zlaganjem in sestavljanjem besed, čisto bazično, če lahko razložite, da pridemo do tega, kar danes ponujajo v sekundi, recimo dobiš spis o Napoleonu lahko. Leta nazaj, ko so seveda ti pionirji začeli raziskovati, pa je bilo kar dolgo časa potrebno, da so sestavili stavek ali 3 besede, ali celo, da se je figura na šahovskem polju premaknila tja, kamor so si želeli, da se bo. Če lahko sam še o energiji, se pravi, čujem, tole bom najprej o energiji govoril, potem pa na tole. Energija. Pri energiji morate razumeti, da če imate dela z milijardo ljudmi, toliko uporablja GPT-je, potem tudi veliko energije mora biti za to. Zato imate nekaj jedrskih reaktorjev, ki pokrijejo potrebe milijarde ljudi. Se pravi, če pogledate tako globalno, ali pa drugo, recimo, odgovor GPT je približno 10-krat dražji kot odgovor v Google in je približno 10-krat dražji kot odgovor v človeku. To ni prav posebej veliko. Se pravi, je en problem, ampak da bi iz tega delali halo, pa in poleg tega cena odgovora pada. Se pravi, cena enega odgovora se zmanjšuje, je problem, ampak seveda mediji potem vedno nabijajo, poglejte, tole je pa taka grozljivka, ampak če gledate globalno, je problem, ni pa grozljiv problem. Zdaj pa, če se vrnem na vprašanje, ali ostanemo pri energiji. Kar dajte še, kakor želite. No, potem pa drugo, Se pravi, kako delajo GPT. GPT v resnici sestavljajo, berite pa GPT. GPT sestavljajo besedo zaporedno, tako kot govorimo, prva beseda, druga beseda, tretja beseda, tako sestavljajo besedilo in ne vejo, kaj bo na koncu vam prišlo. Zato je čisto tak praktičen nasvet, če hočete napisati pomembno besedilo, mu napišite, recimo, neko novinarsko delo, najprej napišite, pa rečete, zdaj pa izboljšaj. Potem, ko ga pa hoče izboljšati, pa vidi celega. Takrat prvič vidi celega, prej videl samo, kar je bilo do zdaj in pa kaj bo malo naprej delal. Torej gre za, moramo biti spretni, čim bolj natančni, seveda tudi točni, eksaktni, če imamo seveda preverjene podatke še toliko bolje, kajti tudi on si bo potem to zapomnil in to regeneriral. Boljše, ko postavimo vprašanje, lepši, če smem tako reči, in boljši bo tudi njegov odgovor. Ja. Hitrejši tudi morda. To je ključno. Na GPT-je lahko gledate kot na vašega tovariča, pomočnika, učitelja. Asistenta. Ja, recimo, da se nek učenec, recimo v neki srednji šoli, ki ne uporablja GPT-ja, pa jaz sem šokiran, zakaj ga pa ne uporabljate, halo, to je tako, kot ne bi hotel tipkati na računalnik. To je nerazumljivo, tako močno orodje je, ki je vaš privatni učitelj in strašno dobro uči. To je nerazumljivo, kako so ljudje počasni pri uporabi teh sistemov. Hočete skušati, hočete nehati kaditi. Ja, pa dajte ga uporabljati kot vašega profesionalnega svetovalca, vsak dan se pogovarjate z njim, vsako uro, imame, da bi jedel, recimo, če hočem skušati, in vam bo pomagal. In tisti ljudje, ki so v Sloveniji to počeli, natanko te stvari, ki govorim, praktično vsi poročajo, kako je bilo to koristno za njih. Če se vrnemo še malce, približuje se tudi pri nas parlamentarne državnozborske volitve. Spet politika. Ne bomo o politiki, ampak o možnosti seveda, ki se jo absolutno lahko ponuja umetna inteligenca. Če gledamo globalno, pravijo, da najmočnejši so tisti, ki premorejo največje število informacij. Vemo, to so tehnološke družbe, Google, zdaj DeepSeek, ChatGPT, Twitter in tako naprej. Torej, vsi tisti, ki seveda imajo dostope praktično, lahko tudi do mobilnih klicev, do elektronske pošte, do vse praktično baze informacij, kjer seveda obstaja tudi bolj neprijetne vsebine, zaupne vsebine, tudi lahko, torej, in pravijo,
ti glavni možgani umetne inteligence, ki so prisotni v številnih medijih, ne, da seveda, kdor ima in premore to vrstne informacije, ima z lahkoto lahko tudi prednost in možnost manipulacije, da lahko hitreje pride na oblast oziroma do boljših rezultatov na volitvah. Seveda, v povezavi z družabnimi in socialnimi omrežji je to lahko hitro opazno in to seveda nekdo, ki je nek politični analitik ali pa morda tudi vašega kova analitik, to opazi zagotovo. Da so te metode prisotne že danes med nami oziroma so že bile uporabljene na določenih kampanjah največjih voditeljev in pa v končni fazi tudi Trumpa. Ne? Seveda. Pa, kako je pa pri nas potem možno, recimo? Nič drugače. Ja, razumem. Ampak v bistvu moj namen je bil nekaj drugega, da vas vprašam, kako bi bilo pa možno izvesti recimo e-volitve, ne? Elektronske volitve v smislu mladina, nedelja zmatrani, morda malce zmačkani od žuranja, prejšnji dan, ne da se mi, ne grem. Število volilnih udeležencev potem bi bilo lahko morda bistveno večje, invalidne osebe bi lahko glasovale od doma, snežne razmere, recimo lep dan, super za volitve, sneg, dež, poledica. Zakaj, če imam lahko na mojem telefonu prstni odtis, ki je dostopen ravno vsem tem, ne? Recimo ga je v lasti banke, recimo, ne? Dvignem dan, podpisujem, imam aplikacijo ZVEM. Zakaj ne bi moral opraviti z face recognition, torej zaznavanjem obraza, z večplastno metodo, se pravi, avtorizacije volitev? Pa sledljivost bi bila verjetno tudi boljša. Pri dr. Drnovšku smo imeli en tako nacionalno telo za uvajanje informacijske družbe in takrat smo naredili enega največjih skokov naprej. Ne? In smo imeli tudi vse take dileme, jaz sem slučajno tam noter in je bilo vse skupaj zelo, včasih si zelo pozitivno presenečen, kako politiki kvalitetno delujejo na nekaterih področjih. Ne. Ni to, da so vse politiki samo slabi, pa hudobni, pa tako naprej. In jaz spoštujem vsakega politika, vsakega predsednika, ki je prišel na neko odgovorno mesto in je prav, da jih nehamo sovražiti, pa metati v gnojnico, zato ker se z njimi mogoče politično ne strinjamo. To je moje osebno stališče. Ne. Kar se tiče pa volitev, je pa točno to, kar ste rekli. Takrat smo že delali ta plan, da bi imeli recimo referendume in take stvari elektronsko. Vse take stvari imajo nekatere, tele baltske države imajo izvedene. Ne. Pa nobene posebne golfije ni, pa kečemo balvarno vse skupaj, pa radikalno cenejše. Ne. Se pravi, praktične primere imajo, ko so to peljali in je bilo radikalno bolje, pri nas pa tega ne naredimo iz neznanega razloga in referendum stane nekaj, koliko ne 4 milijone. Seveda, toliko in toliko občin, volilnih okrajev in nekaj manjih zdaj, ampak ne bomo zdaj... Reda velikosti 4 milijone. Ampak največji trik je to, kar ste lepo povedali. Ne? Vsakdo lahko uporabi klik, mobitel in plača recimo nekaj 10 milijonov, recimo kupi en avto, ne sme pa voditi. Tako kot pred nakazilom recimo nekega plačila nekega računa na banki, dobiš, seveda, ti odprejo glasovnico, odkljukaš, kar ima za odkljukati, potrdi, še enkrat si prepričan, preveri, recimo moraš imeti seveda neke varnostne mehanizme, da ne gre vse pomotoma, ampak zato so seveda strokovnjaki na tem področju, ki bi to naredili tako, če smo znali to pred 20 leti narediti, bi znali pa danes 10-krat lažje. In seveda, ta vprašanja, ki jih odpirate, vedno se vprašate, zakaj pa tega ne naredimo, dajmo čim prej to narediti, pa kaj, in jaz pridem z veseljem na neko ministrstvo, kamorkoli razložim, glejte, takole naredite in potem, če nekaj teh idej uporabijo, sem jaz zelo srečen. Zakaj? Ker večinoma jih ne. Greste v neko recimo na ministrstvo za zdravstvo, sem imel tako negativno izkušnjo, v zadnjem času, sem se pogovarjal z njimi, sem izkušal razložiti, recimo zdravniška zbornica je podprla uvedbo home doktorja, se pravi umetnega zdravnika, ki pomaga občanom, in potem skratka celoten si zdravnikom pomaga in občanom pomaga, ampak noče podpreti, ampak ministrstvo za zdravstvo si želi kupiti eno tujo licenco, ki je po moje bistveno slabša, ampak taki so, iz neznanega razloga so nekatera ministrstva, pa nekateri ljudje, ki so na vodilnih položajih,
so nekateri izredno pozitivni, izredno uspešni, izredne korake naredijo naprej, drugi so pa morda ravno nasprotje. Ne? Jaz se pravičujem Ministrstvu za zdravje, če sem jih omenil, ampak dejansko je bila izkušnja, ker ne samo to, da se vi pogovarjate o konkretnem programu, vi se pogovarjate tudi o nekih usmeritvah, nekih vizijah in vtis, ki sem ga jaz dobil z trenutnega ministrstva, je bil en izmed na enem ekstremu. No. Žal, ne. Po zdravstvu bi seveda lahko imeli tudi večdnevno oddajo, ne samo večurno, ampak ko smo ravno znova pri umetni inteligenci, tudi vi ste seveda eden od tistih, ki ste razvijali nekakšnega osebnega zdravnika, digitalnega, virtualnega. Home doktor, ja. Tako, home doktor. Ja. Kaj je bil namen tega, oziroma kje ste zdaj, kako živi, še živi, kako živ je ta domači zdravnik v tem smislu umetne inteligence pri vas v laboratoriju? Ja, to eno leto že deluje, ta sistem deluje kar uspešno. V začetku so bile težave, ker je bila skurjena kartica, s katero se je plačevalo. Vse mogoče otroške bolezni smo imeli, zdaj smo si kar nekaj teh izkušenj nabrali. Vidimo, da deluje, vidimo, da pomaga, pridejo občasno kar zelo pozitivni odzivi in od zdravnikov in od občanov, vendarle malo ljudi to uporablja. Glede na to, ali bi bil sistemsko podprt in naveden v celi Sloveniji, z blagoslovom ministrstva, s pomočjo podporo ministrstva, s pomočjo podporo vseh teh komponent, potem bi po naših izračunih Slovenija prihranila 100 milijonov. Naredili smo analizo Business Intelligence, 100 milijonov bi dobila, če bi naš program, ki ga zastonj damo Sloveniji, samo bi ga morali uveljaviti, implementirati, v sistem postaviti, bi Slovenija dobila 100 milijonov s stroški recimo 10 000. Ravno sem zdaj vprašal, zakaj bi, čemu bi prišparali 100 milijonov, na kakšen način? Tisto osnovno novinarsko vprašanje, zakaj in pa me zanima, kakšen bo odgovor. Manj je bolniških, ljudje se hitreje pozdravijo, hitreje prijo delati, so bolj zadovoljni, manj trpijo. V resnici finančni komponent, mislim, da jih je manj kot 10, tisto, kar smo analizirali, ampak skupen efekt bi bil ranga velikosti toliko. Približno to je, zdaj natančno to ne mogoče oceniti. Prav te primere, vas boli, nekaj vas boli, želodcev nekaj boli, ščipa, ura je, 11 po noči, kaj narediti? Ja, pejte na GPT pa ga vprašajte. Sicer skazalo se je, da zdaj večina ljudi raje napiše v GPT vprašanje ali pa dva, tudi če sprašuje neumne, javno dostopne GPT-je. In temu, že to je dovolj dobro, bolje kot nič, razumete, Vendar je če plačate pa drage GPT-je, je bolje, če uporabljate pa home doktorje, je pa še bolje, Se pravi, že s tem najnižjim nivojem so ljudje zadovoljni in njim koristi. Če nimate nič drugega, uporabite to. Seveda morate z lastjo pametjo premisliti, tistemu verjamete ali ne, ampak večinoma ljudje so sposobni pretehtati, da to drži ali ne drži in primerno ukrepati. Kaj pa, če bi imel recimo še dostop do naših kartotek oziroma do našega zdravstvenega kartona, kjer bi bile seveda naša stanja, recimo poškodbe, bolezni, vse to. To je bil naš plan ministrstva, ki so ga pa seveda absolutno zavrnili, če že to ne gre, Ampak tisto, kar smo zdaj rešili s home doktorjem, je pa to, da človek more sam vzeti svoje podatke iz ZVM ali pa kjerkoli in more not prenesti in potem sistem deluje, ker je človek dal sam svoje podatke, ni pod vsemi tisti sankcijami zakona, delovanja, AI aktov in tako dalje, ampak potem sistem dejansko lahko te informacije pobere, sklepa na osnovi tega in mu da zelo kvalitetno informacijo nazaj. Čim pa vidi, da in s tem, kaj naredi, večino tistih lažjih primerov reši, če pa vidi, da je zadeva resna, pa rečete, obvezno morate k zdravniku, ker to ni nadomestilo za zdravnika. To je samo pomoč zdravniku za tiste lažje primere, da ne delajo gneče, in pa da čim bolj je stvar nujna, tem, kaj naredijo ljudje, ali ne grejo k zdravniku, kar je potem lahko življenjsko nevarno, ali se bolezen poslabša, to je ena slabost. Drugič je pa, da grejo prepogosto k zdravniku, ko ni treba. In vse te stvari zelo dobro pomaga in efekt tega, kot rečeno, bi bil 100 milijonov praktično zastojn. Mi damo naš sistem zastojn, razumete, ker je del evropskega projekta, kjer je Evropa že dala denar za razvoj tega sistema. Krasno, ravno spet ste omenili eno besedo, okoli katere se največ tudi vrti, to je denar.
In tudi z umetno inteligenco znajo kar veliko denarja tudi pokrasti, ne, z nekaterimi prijemi. Ne. To enormno, ekspresno, hitro bogatenje, ne, ki ga nekateri nudijo na svojih platformah, tudi, ali pa trgovanje s kriptovalutami s pomočjo umetne inteligence in tako naprej. Koliko je tukaj dejansko resnice? Je nekdo, ki je več tega, ki se temu posveti, je to možno dejansko služiti? Ne bom rekel, da si zdaj v enem mesecu milijonar, ne, ampak da lahko zaslužiš nekaj dostojnega, recimo 3, 4, 5 tisoč evrov na mesec z nekim pametnim znanjem. Se pogovarjate takole, raziskovalci, tudi o teh resnicah, neresnicah, o teh ponujenih hitrih zaslužkih? Te sta dve komponenti. Ena je na nivoju posameznika, ne? Ja. Ena je pa na nivoju podjetje. Ne? Tako Tesla kot OpenAI so in prenašajo v bistvu zgubo in živijo na tega, da dobijo dovolj kapitala vnaprej, ne? Oziroma Tesla zdaj že mogoče se to obrnilo, ampak OpenAI je tipičen primer, pa tudi Tesla v začetku je bila taka, ne? Ki je živel od novih investicij, se pravi živel od tega, da je dobival več naročil, trenutno je pa delo zgubo. In tako OpenAI je tipičen tak primer, a ne, zato se morajo počasi tudi finančni mehanizem. Recimo ljudje mislijo, to pa strašno služijo, ne. Ja, finančni mehanizem ali pa stanje za njih je tako, kot sem zdaj povedal, plus to za OpenAI, se pravičujem, ker sem malo vaše vprašanje zavil, ne, ampak je zanimivo, da morda ljudje nekaj novega zvejo. Ne. Poleg tega je OpenAI bil narejen zato, da bo open source. In Musk je to zahteval od naslednika Altmana in Altman se tega ni držal. Altman je prodal to, se drugače pa denarja ne bi imel, ne, to so komplicirane zadeve. Ne. In je potem Microsoft v veliki meri kupil to, ne, in lastnik OpenAI, ampak zdaj Musk toži za nekih 100 milijard, ne, OpenAI, zato, ker pravi, da se ni držal tega, kar je obljubil, da bo to open source. Zakaj pa je open source? Musk je zaštartil ta projekt iz tega razloga, ker se je bal, da bi se pojavila neka škodljiva umetna inteligenca in je rekel, edina rešitev je, da so tam not open source sistema, ne, ki ga bomo vsi lahko delovali z njim in potem se ne bo pojavila negativna komponenta umetne inteligence. Zato je bil ustanovljen OpenAI. Ne. No, obstaja pa tudi študija, kot rečeno, ne, katere stvari ne smete narediti pri superinteligenci, da bi res postala nevarna. Ne. In če bi že postala superinteligenca, seveda je bistveno bolje, da jih je več, kot pa da je ena sama. Najbolj nevarno je, da je ena sama superinteligenca, ki jo mi damo za ovratnik, tako kot jo mi recimo za ta AI Act. Zdaj pa, če se vrnem na vaše. O teh hitrih zaslužkih, ne, ste... Moram reči, da sem osebno tle malo skeptičen, zato ker pri kriptovalutah se je jasno vedel, da bojo prinesli denar, če te pametno vložili. Ne? In to je tudi Gamsov zakon, ki to pove, če ne poznate enega izmed 20 zakonov informacijske družbe. Ne, če ste že slišali za to mogoče. Gamsov zakon sem slišal, ne znam ga pa na pamet. Po domače pove, da se kriptovalute splačajo kot mehanizem, da je koristen, ne? A je to koristen mehanizem ali škodljiv mehanizem. In ta zakon pravi, da je to koristen mehanizem, ker v bistvu multiplicira sredstva. Ne? In je to zdaj daljša razlaga, ker tle ne moramo imeti. Vprašanje je bilo, če so možni res hitri zaslužki s pomočjo ChatGPT in umetno inteligenco. Znam zelo hitro odgovoriti, pa bom počasi razložil. Ne? Prosim. Zdaj, če razumete, da so kriptovalute koristne, če dobro uporabljate, recimo jaz sem tudi vložil, pa sem 5 ur zaslužil, pa sem pa nehal. Ampak če bi pa do zdaj čakal s tistim denarjem, ne, kaj sem enega bitcoina, nekaj tazga, koliko je pa zdaj bitcoin, zdaj 40 000, ne. Skratka, bi nekaj 10-kratno ali pa nekajkratno bi profitiral, ne samo vložiti, morate enkrat, potem pa prodati takrat, ko ste res zelo visok. Ne. In zdaj pri teh vlaganjih
smo ljudje relativno slabi. Že umetna inteligenca je že desetletja nazaj posekala ljudi, je pa nekaj boljši, ampak zdaj pa vsi uporabljajo umetno inteligenco. Se pravi, tudi tisti borzni posredniki, pa vsi drugi, ko se odločajo, požene program, pogleda, premisli in potem se nekaj... Pa govoriva zdaj o tistih plačljivih ChatGPT-jih, oziroma teh zadevah, kaj ti ne dovolijo vsi enako analizo oziroma enak dostop do te... Če je bil en test, znanih testov, ogromno znanih testov dobite na spletu, edina ta nova verzija Groka je prinesla nek občuten dobiček, ostali so pa vsi rahel minus prinesli. Ampak tisti test je bil težji, kot je pa realno življenjski test. Ja, ker ljudje hitro nasedajo na te lahke zaslužke. To se lepo sliši in tudi veliko denarja se lahko... Seveda se umetna inteligenca, ti agenti se povprečju bolje odločajo kot ljudje. Se pravi, če bi jaz vlagal na borzo, bi sigurno dosegel radikalno slab rezultat kot moj GPT. Ampak ali bi pa moj GPT dosegel boljše rezultate kot konkurenčen GPT, kot rečeno, vsi uporabljajo to. To je pa drugo vprašanje. Kako... Kompliciran odgovor. Ja, zdaj za zaključek najnega pogovora imam še morje vprašanj, ampak čas ne da se izteka, tako ali tako vedno teče. Za zaključek, ali je Slovenija v tem okolju umetne inteligence opazovalec, je sopotnik, kako ste na inštitutu spoštovani, cenjeni, kako veliki smo, vemo, kaj omenili ste Dončiča, vele spoštovani košarkar na svetu, Roglič, Pogačar, imamo super veleume v športu, prednjačimo, v znanosti, da ne razlagam, Maruša Bradač, pri James Webbu prisotna, Sunita Williams, tudi naših korenin, konec koncev. Kje pa smo Slovenci z umetno inteligenco? Konec koncev tudi vi ste eden od tistih, ki se že, koliko ste rekli, 50 let ukvarjate z njo? Takole za neko sklepno misel. Ja, trenutno je najbolj znan Jurij Leskovec, ki ga dostikrat vidite v slovenskih medijih, pa tudi v svetovnih medijih. Potem je pa tudi nekaj strokovnjakov, ki živijo in delajo na inštitutu. Zdaj, ne bom nobenega poimensko, recimo tako, kot sem bil pri meni Jurij delal kot študent, in tudi nekateri drugi so pri meni sodelovali ali pa pri kolegih, ker smo bili v nekem smislu malce pionirji. Moj mentor je bil profesor Bratko. Ampak če vprašate, kako smo v svetu, recimo glede na število članov društva umetna inteligenca, nekaj društv sem sam soustanovil, tudi inženirsko akademijo, glede na število članov v tem društvu in pa deljeno številom državljanov smo med prvimi v svetu. In skratka, po nekaterih kriterijih smo mi v umetni inteligenci izredno dobri. Tako kot smo v športu izredno dobri. Tudi o tem se premalo govori. Ja, seveda, Zakaj? Znova vprašanje. Ne vem. Ne zanima ljudi to? No, glede na dogajanje nas... Zakaj se meni ne govori, ker sem državni sovražnik, ker skušam rešiti slovenski narod. In tisti, ki pa kvizlingi, ki pa hočejo uničiti slovenski narod, tisti so pa v večinskih medijih bolje sprejeti dostikrat. Ampak to je malce za šalo, malo za res. Jaz sam sebe ne bi dal med prvih nekaj na Slovencev, in morda nimamo mi maska, nimamo mi umetne inteligenci, kaj podobnega, ali pa Lakuna, ali pa ne vem kogarkoli drugega. Zakaj temu tako, ne vem. Mi smo dobri umetni inteligenci, imamo kvalitetno znanje, relativno dobro širino, recimo v srednjem do vrhunskem razredu. V vrhunskem razredu smo pa malce šibki in ne vem točno, kaj nam manjka. Še tole vprašanje, čisto za konec. Ljudje, ki veliko potujejo, govorim namreč o Slovencih, ne bom zdaj po imenih, kajti jih vse osebno poznam zelo dobro, hodijo recimo Hong Kong, Tokio, Tajska, Dubaj, po svetu. Ampak, in to so fantje in dekleta, ki so razgledani, tudi tehnološko zelo podkovani, ko pridejo nazaj, rečejo, mi smo 100 let za leseno žlico. Ne vem, zakaj tudi tako mislijo, ampak dejansko v določenih fazah logistike, infrastrukture, uporabnosti, dostopnosti do nekaterih storitev pa pravijo točno to, da zaostajamo. Ko seveda
doživijo seveda neke države, ampak govorijo o totalno praktično uporabnih, koristnih zadevah za državljane tiste države, v kateri so bili. Glejte, kakšen razvoj naredila Kitajska plus še nekaj drugih držav. Ne? Če primerjate Kitajsko pa Slovenijo, Evropo pa Kitajsko pa Ameriko, ne? Boste ugotovili, da Evropa ima izmed vseh celin, Evropa izmed vseh celin ima najnižjo gospodarsko in drugo rasti. Zakaj? Zato, ker dela demografski samomor in zato, ker se spogleduje z volkom. To mislim, da sta nesporna dva glavna razloga. Ne? In če nimate mladih, udarnih ljudi, ne boste prišli tja. Pa še na prejšnje vprašanje, se pravičujem, bi skušal najti odgovor, ne? Zakaj nismo v nogometu prvi na svetu, ali pa zakaj nimamo najboljšega teniškega igralca na svetu, zakaj nimamo najboljšega igralca umetne inteligenci? Zato, ker je tam vrhunc, najbolj pomembno področje, kjer so najboljši človeški umi zbrani in nas je pač samo 2 milijona in zato je težko pričakovati, da bomo v prvih 10, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco na svetu, recimo imeli enega svojega. To področje je tako pomembno, tako magnet za vse najpametnejše, ni takšen strašen problem, pa ne mi zameriti, na nekem malce bolj eksotičnem področju biti med prvimi, ne. Recimo tudi v športih, ne, recimo, ne. Ampak če hočete biti po glavnih športih, med vodilnimi svetu, to pa je izredno težko, ne. Ja, ok. Ja. Pravijo tudi tole, ne, že čisto za postajiva piko, ne, nad tale najin pogovor, ne, da umetna inteligenca je seveda najpametnejša, ampak da človeška neumnost je pa tudi lahko brezmejna, ne. Ja. Ampak tem ste danes veliko govorila. Ja. Danes mi je bilo všeč v pogovoru to, da ste opozorili na tiste stvari, kjer bi lahko Slovenija, pa tudi Evropa največ profitirala relativno enostavno, samo morala bi si malce miselnost spremeniti. Metaforično rečeno, če bi država Slovenija vprašala ChatGPT, kako napredovati, verjetno bi lahko marsikaj vzela danes tudi iz najinega pogovora. Točno to. Hvala, ker ste bili z nami, seveda pa si celoten pogovor lahko ogledate na spletni strani domovina.je. Preberete tudi ostale novice, ki seveda nam ponujajo marsikaj zanimivega, tako da tukaj želimo in predvsem širimo obzorja.